Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 21. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach v športnem parku ob Kamniški Bistrici. Bodo nogometaši Radomelj v narekovajih rečeno gostili Domžalčane, eni in drugi so pod velikim rezultatskim pritiskom, kajti ne poznajo še točke v tem koledarskem letu. Nogometaši Radomelj so v spomladanskem delu prvenstva izgubili proti Koprčanom in Lendavčanom, nogometaši Domžal pa so morali priznati premoč Mariboru v Ljudskem vrtu in pa Sopočanom pred svojimi navijači. In jasno, četa Dejana Dončića je na zadnjem 10. mestu. No, zdaj je 20-letni Srb vendarle pripravljen za to, da pošlje žogo v kazenski prostor. Gordič, dobra podaja, priložnost za Radomljane. Žoga pa mimo desne vratnice Lovra Štubljarja. Malenšek v prodoru, tole je zanimivo. Malenšek proti Gordiču. Padec v 16-metrskem prostoru in na belo točko je pokazal Rade Obrenović. Bomo videli, če lahko načrte prekriža tudi Mateju Malenšku. 12 metrov, ki je sicer Štubljar v tej sezoni že ubranil. Matej Malenšek in tudi tokrat na mestu Lovro Štubljar. Še tretja 11 metrovka, ki jo je ubranil v letošnji sezoni. Tekma vedno potrebuje nekaj takšnega, zelo slaba izvedba Mateja Malenška. Točno po sredini vrat je udaril, sicer po tleh, ampak Štubljar je imel dovolj časa, da je žogo celo ujel. Moses Barnabas. Prenos na levo, kjer je Vukasović, z nekaj sreče se je znašel, preigral Karahodžića. Tole je zdaj nevaren strel Gordiča, izkazal se je Štubljar. Gordič zdaj v napadu, Gordič, to da Štubljar na mestu. Tudi Đorđe Gordič, medtem ko so Domžalčani večkrat pri tistih zadnjih podajah nekoliko površni. No, obetava napad za Radomljane in gol! Kakšen gol, 1-0 vodijo Mlinarji. Đorđe Gordič je prišel do prvenca med elito. Lovro Štubljar mu je dvakrat prekrižal načrte, no na ta projektil pa ni imel odgovora. Darjan Slavic je stisnil pest, njegovi fantje so znova povedli. To se je zgodilo že tretjič v tem koledarskem letu. V prvih dveh primerih so se morali Radomljani sprijazniti z ničlo. Bomo videli, kako bo tokrat. Ognjen Gnjatić je lepo poiskal Đorđeja Gordiča. Verjamem, da bo Dejan Dončić hitro odreagiral. Đorđe Gordič pa pri žogi. Gordič pred vrata. Štubljar se je izkazal, ni še konec. Do strela je prišel Zukić. Radomljani pa so nekako ušli izpod giljotine. Prosti strel potem v korist Raubarjev. Moses Barnabas je zrušil Daniela Šturma, ki se drži za desno koleno. Prvi prizori niso obetavni. Kukovec in Tomalen Tolić in Kambič sta si skočila v lase. Tole pa mislim, da je situacija za VAR. Tu pa bi Moses Barnabas moral biti izključen. Samo upamo lahko, da Šturm tu ni ubežal, da ni staknil poškodbe, kajti tole pa res bilo brutalno. To so najnevarnejše zadeve, ko tisti, ki brani napadalcu, uklešči sklep in tale kazen je preveč mila. Tu bi nova napaka v obrambi nogometašev Radomelj, Marcel Lorber do strela. To da zgrešil je Štajerec. Odločil se za podajo na desno Kambič. Kambič, slab predložek Kambiča. Je pa Šturm ujel to žogo. Daniel Šturm proti vratom, priložnost za Domžale. In na koncu vendarle na mestu Kobal. Betar Feta gre zdaj po desni strani, priložnost za Domžale. Žoga pa mimo leve vratnice. Hemd. Kambič. Luka Kambič, lepa kretnja Kambiča, ki pošilja žogo v kazenski prostor. Tam se je boril Lazarević.
Marcel Lorber z dobrim postavljanjem ohranja žogo v posesti za Domžale. Lorber, Tolič, znova Lorber, Marcel Lorber, ali se lahko tudi danes preobrazi v velikega junaka. Dober poizkus, Kobal pa na mestu. Dejan Lazarević, po izključitvi Mojzesa Barnabasa ste postavili težišče igre na tekmečevo tretjino, napadali, iskali ta izenačujoči zadetek. Kaj je na koncu zmanjkalo? Ja, ne vem, kaj bi rekel. Res smo probali na vsak način zadeti gol. Probali smo jih pritisniti, probali smo iti do konca, ampak pač nismo imeli te sreče, da smo na koncu zaključili. Sigurno ni fajn, no. Sigurno ni fajn situacija. Ne vem, kaj bi rekel, iskreno. Svetla točka za Domžale je, da sta se vrnila s Harisom Vučkićem. Kako je bilo stanje? Ste še čutili kakšno bolečino ali je vse v redu? Ne, sva vesela oba, da so se vrnila, ker hočejo biti zraven, ker vejo, da lahko pomaga v ekipi. Sigurno pa ni lahko, glede na današnji rezultat. Mislim, da smo si pola na koncu zaslužili vsaj pika, da bi vsaj gol dali. Sigurno, če bi dali gol, bi se tudi sigurno tekma tudi v drugo smer obrnila, ampak kaj češ, tak je fuzbol, gremo naprej in glave gor in se pripraviti na naslednjo tekmo. Hvala. Dejan Dončić, v drugem polčasu ste nasprotnika spravili v izrazito podrejeni položaj. Že z Dejanom Lazarevićem sva ugotavljala, da žoga nekako ni hotela v mrežo. Domžale so napadale, iskale ta izenačujoči zadetek. Kaj po vašem mnenju zmanjkalo? Kaj bi vaši fantje še lahko storili, zato da bi prišli do izenačenja oziroma obrnili tekmo sebi v prid? Pa dobro, že prvi polčas se mi zdi, da smo nekako kontrolirali žogo, da smo bili v začetku tekme dosti agresivni, da smo probali nasprotnika stisniti gor. To nam je tudi uspelo, mogoče malo dobesedno pri njihovem golu v 42 minuti smo ga poceni pustili po sredini, tako da nekako smo šli na odmor z 1-0. Potem v drugem polčasu smo vedeli, da imamo enega igralca več, ampak v nogometu vemo, kaj to pomeni psihološko. Dogovorili smo se, da igramo strpno, da poskušamo z našimi napadi, da pridemo do tega gola. Nekako žoga ni hotela nikakor v mrežo. Imeli smo, mislim, da 3-4 dobre situacije za doseganje zadetka. Žal v 3 tekmah 3 porazi in pa lahko pa rečem, da niti en poraz ni bil zaslužen. Mogoče bi si kaj več tudi na današnji tekmi zaslužil. Dodatna težava je tudi ta, da je poškodbo utrpel Daniel Šturam. Imate morda kakšno informacijo, kakšno je stanje z njim? Pa nima še informacije, ker je dobesedno v polčasu rekel, da bo še stisnil zobe in pa da bo začel, kolikor se bo dal, tako da smo reagirali takoj po, se pravi, tam v 60 minuti, kjer dobesedno ni mogel več, vendar pa mislim, da je dal tudi drug polčas, ko je imel bolečine, je odigral maksimalno. Načeloma igralcem nimam kaj veliko zameriti, želja, borba je, ampak na koncu res ta žoga ni hotela iti v mrežo. Omenili ste torej, da slika ni takšna, kot kažejo rezultati. Je bilo torej danes dovolj dobrih stvari, da se lahko s pozitivno popotnico podate v obračun z Olimpijo? Pa dobro, zdaj že v tem spomladanskem kolu vse 3 tekme, ko smo odigrali, je bila je bilo ogromno pozitivnih stvari. Rekel sem, samo glede rezultata je to, da nismo iztržali nič. Načeloma pa mogoče v zaključku moramo biti malo bolj skoncentrirani in pa da pridemo do teh pik, ki jih krvavo rabimo. Najlepša hvala. Đorđe Gordić, iskrene čestitke za zmago. Verjamem, da je še nekoliko slajša, ker ste vi dosegli zadetek za njo. Pre svega želio bih da čestitam ekipi na važnoj pobjedi, na važna 3 boda. Mislim da
Mislim da smo zaslužili ovu utakmicu da pobedimo i sa igrača manje iz razloga i u prve dve utakmice smo pokazali kakva smo ekipa i kako možemo odigramo i danas mislim da nam se sve to vratilo i da smo zasluženo pobedili. Vsekakor ste pokazali fanatično vnemo, zaupajte nam, kako težko se je bilo obraniti z igralcem manj cel polčas. Naravno da je teško kad igraš sa igrača manje, oni imaju loptu konstantno 45 minuta, ali još jednom želim da čestitam momcima, fantastično smo se borili i odbranili gol i pobedili i odneli važne 3 bode. Dobro ste se sicer vklopili v ekipo, pa danes res fantastičen projektil, ko ste premagali Lovra Štubljarja, verjetno vaš najlepši gol v članski karieri. Pa nije možda najlepši, ima još jedan lep, ali lep gol stvarno i hvala Bogu i ovaj gol posvećujem najboljoj mami na svetu, tako da, eto. Zelo lepo, hvala. Darjan Slavic, iskrene čestitke za zmago. Tretjič v tej sezoni ste na kolena spravili občinskega rivala, drugič potem, ko ste dolgo časa igrali z igralcem manj, ste verjeli, da bodo vaši fante zdržali cel polčas in odbili toliko naletov? Mogu sem verjeti v to, oziroma tudi sačilnici smo bili sklepčni, da ne pustimo to prednost. Zdaj ja, malo imamo že neko izkušnjo izpred tisto, mislim, tretje kolo, ki smo tudi zmagali na nekaj podoben način. Pa nič, fantje trenirajo dobro, v redu klapa so in na koncu mislim, da smo tudi v tekmo danes šli zelo dobro. Imeli neke situacije, tudi 11-metrovko, pobudo, potem pa pač ja, sami si zakompliciramo, kot že nekajkrat letos življenje, po domače povedano, ja, ampak dobro, če je že moglo biti tak, naj bo, stopili smo skupaj, mislim, da nas je ta zmaga danes še ojačala in smo spet tista ekipa povezana. Ja, Moses Barnabas vam je z nespametno potezo resnično otežil delo, bo dobil kakšno vzgojno morda? Pa ne bi zdaj o tem nekaj kompliciral. Gre se za to, da pač taktični faul smo imeli, to smo bili na prejšnjih tekmah slabši. Smo pustili nasprotnika, da so nam naredili protinapade, ampak ne rabi na ta način. Lahko bi bil to res samo potek za dres in bi bilo dovolj. Tako da ja, jaz sem takoj nekako začutil, da bo neka zadeva. Letos se nam dogaja, da tudi VAR je tako vključen, zdaj dostikrat smo si sami krivi, tudi res. Tako da, ja, vzgojna. Pokazati mu pa, da tega več ne naredi. Se pa je v vašo ekipo zares dobro vklopil Đorđe Gordić, nekako se zdi, da je stopil v čevlje Roka Štormana, verjetno ste zelo zadovoljni z njegovo predstavo in tudi z zadetkom seveda, ki je bil fantastičen. Ja, danes je še potrdno, mogoče če je prvo, drugo kolo imel malo nihanja, je danes bil res pravi. Vidi še se, da nima zdaj 2 let ni kontinuiranih tekem, ampak je v pravem pomenu tudi karakterno, ga moram pohvaliti, tako da ja, Roka bomo absolutno pogrešali. Rok nam je dal spet nekaj druge stvari, ampak ja, prestopne rope nimo, zdaj vemo, kje smo, kaj imamo in gremo naprej. Naslednji teden boste gostovali pri aktualnih prvakih, že ste jim prekrižali načrte v tej sezoni, kako to ponoviti? Ja. Prvo se prespati vse, imamo nekaj rumenih kartonov, zdaj tudi rdečega, tako da se tam sredo četrte kompletizirati, ampak ja, eno izkušnjo imamo, vemo, na kakem nivoju bomo mogli biti v nedeljo, da če želimo vzeti 3 pike. Absolutno bom naredili vse za to, bo treba izprovocirati marsikaj, ne samo z borbenostjo, ampak tudi z nogometnim znanjem. Morda je nekoliko prehitro, ampak zdaj ste znova 9 točk pred 9. uvrščeno Nafto. Ste popolnoma mirni glede obstanka? Ni še ta zgodba zaključena, absolutno ne, dokler še ni v teoriji, vemo, ampak je pa zelo pomembna za nas, ker tudi fantom sem rekel, iskreno, da ne gledamo samo dol, je to mogoče zadnja priložnost, da gledamo tudi gor. In bomo videli, mi bomo probali zbrati čim več točk in ja, nedeljo je že nova priložnost. Najlepša hvala.